Združene države pravijo, da diplomacija z Iranom še vedno poteka. Uradniki na obeh straneh nakazujejo, da je končni dogovor še vedno dosegljiv, čeprav so ključne podrobnosti še vedno nerešene in končno odobritev vrhovnega vodstva Irana še vedno ni bila dana. Ameriški državni sekretar Marco Rubio pravi, da pogajalci verjamejo, da imajo na mizi izvedljiv okvir, vendar je opozoril, da so pogovori še vedno v teku in nedokončani. Še vedno smo sredi procesa. Kot sem rekel, veste, mislili smo, da bomo morda imeli kakšno novico že sinoči, morda danes ne bi preveč sklepal iz tega, potrebuje nekaj časa, da dobimo odgovor. Tako imamo, po mojem mnenju, precej trdno stvar na mizi glede njihove sposobnosti, da odprejo ožine, omogočijo odprtje ožin in začnejo zelo resna, pomembna, časovno omejena pogajanja o jedrskih zadevah. In upam, da nam bo uspelo, ima veliko podpore v zalivu. Komentarji prihajajo potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump javno pozval pogajalce, naj ne hitijo s sklenitvijo dogovora, kljub prejšnjim namigom, da sta Washington in Teheran blizu prelomnega dogovora, katerega cilj je ponovno odprtje Hormuške ožine in zmanjšanje napetosti v regiji. Iran pa zmanjšuje pričakovanja glede skorajšnjega dogovora. Iransko zunanje ministrstvo pravi, da so pogajalci dosegli napredek pri številnih vprašanjih, vendar vztraja, da so pogovori še vedno osredotočeni na končanje konflikta, ne pa na iranski jedrski program. Pogajanja so osredotočena na končanje vojne in v tej fazi ne razpravljamo o podrobnostih jedrskega vprašanja. Grožnje, pritiski, prikazi in objava karikatur so del političnega manevriranja na drugi strani sveta. Svoje delo opravljamo na terenu, vidimo resničnost takšno, kot je, ne glede na dojemanja in pripovedi druge strani. Po navedbah iranskih uradnikov bodo vsi nadaljni pogovori o teheranskem jedrskem programu potekali šele po odpravi sankcij in sprostitvi zamrznjenih iranskih sredstev v okviru predlaganega 60-dnevnega pogajalskega procesa. Medtem pa so ameriške obveščevalne ocene, na katere se sklicuje CBS News, nakazale, da je ena glavnih ovir, ki upočasnjujejo pogajanja, lahko prav komunikacija znotraj samega Irana. Poročila pravijo, da vrhovni voditelj deluje iz skrivne lokacije pod strogim varovanjem in komunicira prek zapletene mreže kurirjev, kar naj bi povzročilo zamude pri odzivih iz Teherana. Ameriški uradniki pravijo, da imajo celo visoki iranski predstavniki težave s hitrim prenašanjem sporočil prek sistema, kar otežuje prizadevanja za dokončanje okvirnega sporazuma. Za zdaj se zdi, da se uradniki na obeh straneh strinjajo glede ene stvari. Pogovori se nadaljujejo, vendar končni dogovor še vedno ni zagotovljen. In zdaj k človeku, ki je sam optimizem. Višji ameriški dopisnik Mike Wagenheim, ki se nam v živo oglaša iz Washingtona. Mike zdaj poroča, da Trump upočasnjuje stvari. Kje smo trenutno? Ali se lahko še vedno zaplete? Mislim, da je videti tako. Veš, mislim, da smo eli že mimo točke, ko bi lahko govorili optimistično. To je občutek. In občutki v tem trenutku niso pomembni, ker kolikokrat smo to že slišali od Trumpove administracije. In poslušajte, to je pogajalska taktika. Seveda, optimizem je lahko zdrav, ampak to smo slišali že 4 ali 5-krat, odkar se je vojna začela. Hej, smo tik pred ciljem. Je tik pred vrati, le še nekaj podrobnosti. In kaj se zgodi vsakič? Vedno znova se vrnemo na začetek in ugotovimo, da so bile med stranema vedno ogromni prepadi. Zato mislim, da je čas, da nekoliko umirimo govor o optimizmu. Soočimo se z realnostjo. Iranci želijo ogromno denarja že samo zato, da sploh sedajo za pogajalsko mizo in se pogovarjajo o svojem jedrskem programu, za katerega še vedno vztrajajo, da glede njega ne bodo storili ničesar v smislu tega, kar si Amerika dejansko želi. Hormuška ožina je trenutno prav tako izjemno zapleteno vprašanje. Zdi se, da Iranci niso pripravljeni popolnoma prepustiti nadzora nad njo. Morda bodo uvedli sistem pristojbin ali kaj naredili skupaj z Omanci, vendar se ne zdi, da bi se stvari vrnile na stanje, kot je bilo pred nekaj meseci. To sta dve glavni vprašanji. To nista le manjši sporni točki. To niso stvari, ki bi jih lahko nekako zgladili. To sta trenutno ključni vprašanji pogajanj. In zdi se, da smo še vedno zelo daleč narazen glede tega, čemu je vsaka stran pripravljena popustiti. Zato mislim, da moramo nekoliko umiriti govorice o optimizmu, se soočiti z realnostjo situacije in razumeti, da sta obe strani še vedno precej daleč narazen glede tega, čemu sta trenutno pripravljeni popustiti in kje so še vedno njihove rdeče črte. Prav, ampak če govorimo o tem, da so daleč narazen, Netanjahu zasebno priznava, da ima zelo malo vpliva na predsednika Trumpa. Po poročanju izraelskih medijev, ali Washington res trenutno ne odgovarja na njegove klice?
Poslušajte, to je eno poročilo in o tem smo že prej slišali govorice. Mediji so že večkrat poročali, da naj bi bile med njima napetosti, da naj bi primanjkovalo komunikacije ali da ima Trump Netanjahuja dovolj, nato pa smo teden dni kasneje izvedeli, da je bilo vse ves čas usklajeno. Zato ne verjamem preveč posameznim poročilom o napetostih med njima. Mimogrede, to se lahko uporabi tudi kot taktika na drugi strani, da predsednik vlade reče: "Glejte, jaz sploh nisem imel nadzora od začetka, tako da kakršnekoli popustitve sem moral narediti, v resnici sploh niso bile moja izbira." Takomu takšno govorjenje daje tudi politično kritje znotraj njegove lastne vladne koalicije. Torej, to lahko deluje v obe smeri. Mislim, da je resnica vedno nekje vmes. Predsednik Trump bo vedno predsednik Trump. Na koncu bo sprejemal odločitve sam. Bo upošteval interese vseh. Seveda, tako kot bi to storil s predsednikom vlade Netanjahujem, bo upošteval tudi interese zalivskih držav, Savdske Arabije, Emiratov, Bahrajna, Kuvajta in seveda Katarja, običajno bolj na slabše kot na boljše. A to ne pomeni, da so na koncu vsi izključeni in da je on edini, ki razmišlja o situaciji. Vse to upošteva, vendar bo na koncu predsednik Trump sprejel te odločitve. In mislim, da je to bilo bistvo ves čas. Ne glede na to, ali je bil osebni odnos s predsednikom vlade Netanjahujem topel, hladen ali karkoli vmes. V redu, Mike Wagenheim, ne pojdite predaleč, ker se bomo kasneje v oddaji znova obrnili na vas. Zaenkrat pa najlepša hvala za to. Mike, z veseljem zdaj v studiu pozdravljam varnostnega analitika Jonathana Regeva in našega višjega dopisnika z Bližnjega vzhoda Ariela Oserana. Gospoda, najlepša hvala, da ste se nam pridružila. No, potrebovali bomo več kot le žličko sladkorja, da bo to zdravilo šlo po grlu. Kaj ne, Jonathan? Zdi se, da je tako. Poročila izraelskim uradnikom niso všeč. In vendar, ali so poročila pravilna ali ne, pravkar smo jih slišali, ne vemo, ali so resnična. In ponovno pravim, če je to nekaj, kar je za izraelske uradnike najmanj neprijetno. Najprej, ker ponovno pravim, in to moramo ponavljati znova in znova, če je to pravilno, bi to že videli na terenu. Izraelci se zadnjih nekaj dni vsako jutro zbudijo in izvejo, da je bil vojak ubit zaradi eksplozivnega drona. In izraelski odziv obstaja, vendar je daleč od tistega, ki si ga Izrael želi. Daleč od odziva, ki bi si ga Izrael želel, preprosto zato, ker ima zvezane roke. In če bo tako tudi za Iran, bi lahko Iran morda dobil veliko denarja, obnovil svoje gospodarstvo, obnovil celoten balistični program. Vsaj ne vemo, kaj se bo zgodilo z jedrskim programom. Bomo videli, kaj se bo zgodilo, kot pravi predsednik. Vse to se dogaja, Izrael pa ne more storiti ničesar. Tako da ni dvoma, da je predsednik Trump zelo dober prijatelj države Izrael. To je tudi primer, kako so izraelski interesi v bistvu nadzorovani iz tujine. Ja, niso nujno usklajeni, čeprav gre spet za močno, trdno prijateljstvo. Toda preden govorimo o tem, kaj se bo zgodilo, ključni akterji so že na delu. Ariel, iranski glavni pogajalec, je zdaj na poti v Doho iz Pakistana. Povej jasno, kaj se dejansko dogaja. Torej vidimo, da so pakistanski posredniki na odmevnem obisku na Kitajskem, medtem ko se zdi, da se Katarci ponovno poskušajo postaviti kot glavni pogajalci. Pravijo, da to vodi Pakistan, vendar so sami le v podporni vlogi. Seveda. Podporna vloga pri gostitvi glavnega pogajalca Irana, pa tudi iranskega zunanjega ministra Abasa Alakčija. Zdaj so tam, da poskušajo doseči napredek pri tem sporazumu. Še vedno se zdi, da obstajajo nekatera nesoglasja, saj vsaka stran vztraja pri svojih stališčih, predvsem glede iranskega urana in finančnega vidika, torej koliko iranskih sredstev bo odmrznjenih. V ta namen naj bi del iranskih zamrznjenih sredstev, ki bodo odmrznjena, prišel iz Katarja. Zato je tudi guverner iranske centralne banke del tega obiska. In to tudi pojasnjuje, zakaj. Katar je pač to iranski denar. Zamrznjen je in ga hranijo v Katarju. In če pogledamo poročilo izpred nekaj minut na savdskem kanalu Al-Hadad, pravijo, da so pridobili končni osnutek memoranduma
o soglasju. Zdaj, rekli ste, da je treba to vzeti z žlico sladkorja. In k temu dodajte še nekaj zrn soli. Ker to, kar vidimo tukaj, je, da govorimo o 60-dnevnem podaljšanju prekinitve ognja, v katerem bo razpravljano o jedrskem vprašanju. Delna odmrznitev iranskih sredstev, popolna odprtje Hormuške ožine. Ampak spet, to je zelo nejasno glede, ali bi celo rekel, da manjka podrobnosti glede jedrskega programa, kar bi mnoge tukaj v Jeruzalemu pomirilo. No, Jonatan, obstaja temeljna razlika med miselnostjo maksimiranja dobička in minimiziranja škode. Če se bomo lotili neke vrste omejevanja škode, če hočete. Ko gre za izraelske cilje, dan začetka te kampanje, in kaj je bilo doseženo, kaj pa ne. In kakšna varnostna zagotovila bo Izrael zdaj potreboval, da zagotovi, da se njegova situacija ne bo poslabšala? Torej, najprej so bili doseženi uspehi v Iranu, v Libanonu, na vseh področjih so bili doseženi uspehi, o tem ni dvoma. Težava je v tem, kaj je bilo doseženo in kaj je bilo obljubljeno, da bo doseženo. Pojdimo leto nazaj, na konec junija lani. Takrat so Izraelcem obljubili, da je kampanja Iran vrnila leta in leta nazaj. Da je Izrael dosegel velike uspehe in da Iran ne bo mogel več ogrožati države Izrael. Trajalo je 8 mesecev, da se je začela nova vojna, kar pomeni, da obljubljenih dosežkov ni bilo. To ne pomeni, da ni bilo nobenih dosežkov, ampak tisto, kar je bilo obljubljeno, očitno ni bilo doseženo. In zdaj spet to velja za Iran in to velja za Libanon. Ostal bom pri Libanonu, ker je to nekaj, kar prebivalci severnih skupnosti občutijo vsak dan, 5 ali 6krat na dan, včasih celo 10krat na dan. Ali je Hezbolah zdaj precej šibkejši, kot je bil pred 3 leti? Absolutno. Ni dvoma o tem. Iz teroristične vojske, ki je sposobna celotno državo Izrael skoraj spraviti v eksistenčno nevarnost, je to zdaj organizacija, ki predstavlja zelo veliko grožnjo. Ampak ne smemo. Prebivalci severnih skupnosti, ne slepimo se. Jih ni več. Absolutno ne. Ampak tudi ne slepimo se. Tisti droni, ki trenutno ciljajo samo tako imenovane vojake, če bi si Hezbolah to želel, bi zlahka dosegli izraelska stanovanjska območja. Absolutno. In Izraelcem so že pred letom in pol ob prvi prekinitvi ognja obljubili, da je grožnja Hezbolaha odpravljena, prebivalce pa so pozvali, naj se vrnejo, da bi zdaj to ponovno doživljali. Torej, spet, ni dvoma, da so bili doseženi določeni uspehi, vendar je to daleč od obljub, ki so bile dane. In to je, po mojem mnenju, glavni problem, ki povzroča toliko razočaranja in frustracij med Izraelci in odločevalci. Če lahko na kratko dodam k odlični analizi Jonathana, bi samo omenil, da smo to videli v teh 2 letih in pol. Videli smo taktične dosežke, bodisi v Gazi, bodisi v Libanonu, V Iranu. spet v Libanonu, spet v Iranu, to da ti ne privedejo do strateških rezultatov, ki bi Izraelu koristili na dolgi rok. In to. Takšen pristop ni vzdržno. Izrael se ne more nenehno udeleževati teh krogov, ker ima taktično premoč. Toda konec koncev, strateško gledano, ne le, da ne doseže svojih ciljev, Ampak če pogledamo novo strateško realnost, ki se pojavlja v zalivski regiji, ima zdaj Iran prednost, potem ko je občutil posledice izraelskih taktičnih uspehov. Zato je treba premostiti razkorak med tema 2 smerema, da bodo taktični dosežki Izraela prinesli tudi strateške dosežke. In žal se na več kot eni fronti to ni uresničilo. Ja, in ne izgubiti še ne pomeni nujno zmagati. In obratno, za Iran Je tako, in to je del problema, ker te 2 merili nista enaki. seveda prav. Ariel Ozeran, ostanite z nami, Jonathan Regel, najlepša hvala za vašo analizo.